Kako sam ja vidio tekmu? Pa fudbalski, ako pričamo o fudbalskim stvarima, dobra utakmica sa puno šansi na jednoj i na drugoj strani. Mi smo imali 6-7 100% priložnosti, oni su imali 6-7 100% priložnosti, oni su dali 4 gola, mi nismo dali nijedan gol i to je odlučilo. Što se tiče fudbalskih stvari, mislim da je, osim što je dobra utakmica, da je bio i lep ambijent, navijanje i jednih i drugih, posebno gostujućih navijača, oni ih imaju, a što se tiče nefudbalskih stvari, to vi kao novinari pre svega možete komentarisati, ja sam u Domžalama pre svega i jedino za fudbal. Že v sredo vas čaka tekma proti Rudarju, kako se sedaj usredotočiti na to tekmo? Kako se usredotočiti? Pa da vidimo prvo gde smo, šta smo, ko ima kartone, ko je povređen, ko je kako podne ovaj visok poraz, da se igrači odmore, da se oporave, da ih podignemo i kako da se usredotočimo, pa tako kao i na svaku utakmicu do sad, da izađemo, da igramo, da probamo da zmagamo i to je fudbal. On je pun pobjeda i pun je poraz. Ne možete samo u životu pobeđivati. Ako mislite da to tako idete, ne može. Dođe dan, dođe i ovako večer. Hvala i vam. Težka tekma tu na domačem terenu, na koncu poraz 4-0. Kako ste vi videli vse skupaj danes? Kaj lahko povem, kad smo izgubili 4-0? Nič. Izgubili smo, Olimpija danas bila boljši nasprotnik, mi čim pre to moramo pozabiti, iti u naslednju tekmu i prazne glave i samo zmagovalno smisleno da gremo naprej, jedino tako lahko gremo naprej. Gospod Razdrh, zmaga 4-0, zmaga je bila, želja rezultatsko kar visoka, pa kar prigarana. Ja, moram reči, da smo pričakovali težko tekmo, ampak če gledamo z konca, bi lahko bila zmaga veliko višja, ampak 0-4 je super rezultat. Prvi polčas je bil malo čuden, jaz ga pač ne bi komentiral, ker ne vem sploh, kaj bi rekel v prvem polčasu, ampak v drugem polčasu pa mislim, da smo mi, ko so prišle stvari na svoje mesto, demonstrirali, da praktično smo res v dobri formi in da igramo dobro in enostavno nam gre vse trenutno. Ja, se ravno ta dobra forma, če se morda osredotočiva, dobro, nogomet je igra napada, sredine, obrambe in vratarja, pa vendarle na sredini igrišča je tisto, kjer se gradi in ta forma na sredini, te akcije, te podaje, ta nevarnost, to je resnično na visoki nivoju v tem trenutku. Ja, moram reči, da ta četvorka, ki praktično igrala celo sezono, zamenjal se samo en igralec, namesto Božiča, ki igra večji del prve sezone, igra Ivelja. Funkcionira fenomenalno in so igrivi, znajo igrati in so, bom rekel, center naše ekipe in zaenkrat vse poteka tako, kako mora potekati in smo lahko zadovoljni. V napadu imate nekaj težav s poškodbami, ampak Nikezić je v tem trenutku vroč, tudi s temi zadetki zdaj tudi prvi strelec lige. Ja, nikoli vsa čast, ker on je res profesionalno dela te stvari. V super formi je zgled vsem ostalim. Imamo težave v napadu, ampak očitno se ne vidi. Imamo pa tudi tak širok kader v napadalcev, da enostavno poleg Nikezića lahko vsak zaigra in enostavno to funkcionira. Zdaj se začenja izjemen tempo tekem, ritem, sreda, vikend. Koliko se da približati še Mariborčanom, ki imajo kar lepo zalogo? Ja, tekem je zmeraj manj. Zdaj jaz upam, da vsako tekmo, da bo takole, da navijačev, predvsem moram še enkrat Dragon se pohvaliti, ker zdaj praktično nas res v velikem številu spodbujajo in so nam glavna podpora, tako da jaz upam, da tekmo po tekmo, v sredo je nova tekma, pač 3 točke pričakujemo, probali jih bomo vzeti, težka bo tekma, ampak bomo videli, če se bo dal kaj do konca narediti, drugače pa mi igramo svojo pot, igramo svojo igro in se teh tekem zelo veselimo. Gospod Razdrh, najprej čestitke za zmago, težak prvi polčas, potem v drugem polčasu pa 3 zadetki in zaslužena zmaga. Ja, moram reči, da prvi polčas me je malo presenetil, verjetno je bila tudi taktika domačinov. Nisem pričakoval take igre, ampak nekako je spominjala zadeva na jesenski del, ko smo mi tukaj v Domžalah že igrali. Pripravili smo se predvsem na zadevo drugega polčasa in drugi polčas smo funkcionirali fenomenalno. Mislim, da smo izkoristili premalo priložnosti, kakor jih je bilo, tako da
da smo bili absolutno boljši in smo dokazali, da smo boljša ekipa od Domžal. Že v sredo vas čaka nova tekma. Kako se boste pripravili na te tekme, ki sedaj sledijo? Mi se, moram reči, veselimo nove tekme, predvsem všeč so nam težke tekme, težka tekma bo v Kidričevem, ampak imamo 3 dni, v bistvu 2 dni, tako da mi bomo že pripravljeni do srede. Imamo tudi dosti širok kader, tako da z nekaterimi menjavami bomo sigurno pripravljeni v sredo. Hvala. Srečno. Prvi polčas težak, v drugem polčasu pa ste popolnoma nadigrali Domžale in slavili 4-0. Ja, res je, tako kot ste rekli, prvi polčas je bil zelo težek. Mi smo se trudili, dosegli ta zadetek, to smo si želeli, da že v prvem polčasu dosežemo zadetek in na koncu z eno taktično igro 4-0 smo zmagali in to je to. Tudi sami ste prispevali velik delež k zmagi s podajo in zadetkom. Ja, če se trudim po svojih močeh, bil je sam, podal sem mu in zadev in tako smo zmagali.